To nedeljo smo vsi polnoletni državljani Slovenije, ki imamo volilno pravico, vabljeni na referendum. Referendum je postopek, pri katerem volivci odločajo o sprejetju ali zavrnitvi posameznega zakona ali predloga. Referendumov je več vrst. V nedeljo bo zakonodajni. To pomeni, da bomo odločali o tem, ali se strinjamo s spremembami in dopolnitvami zakona, ki jih je sprejel Državni zbor. Referendum je predlagala skupina ljudi, ki je proti sprejetju zakona. Podrobno pod lupo poglejmo, za kakšen zakon gre. Državni zbor je pred 9 meseci sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ta zakon bo spremenil opredelitev pojma zakonska zveza. Zdaj je zapisano, da je zakonska zveza z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Če bodo spremembe in dopolnitve obveljale, pa bo po novem to z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. To pomeni, da bi se lahko poročili tudi istospolni pari oziroma bi ti lahko živeli v zunaj zakonski skupnosti. Če se danes v Sloveniji želita poročiti dva moška ali dve ženski, gresta tako kot par moškega in ženske na matični urad. Tam izjavita, da želim. Temu rečemo registracija istospolne partnerske skupnosti, pri poroki moškega in ženske pa sklenitev zakonske zveze. A dva moška in dve ženski, ki registrirata skupnost, ne moreta na primer vzeti bolniškega dopusta za nego partnerja, če ta zboli, in nimata pravice do partnerjeve pokojnine in dedovanja, ko eden izmed njiju umre. Prav tako dva moška oziroma dve ženski nimata enakih pravic in dolžnosti glede otroka, če tudi ta živi skupaj z njima. Skupaj ne moreta posvojiti otroka, kakor lahko to storita poročena moški in ženska. Z novim zakonom bi istospolni pari imeli enake pravice in dolžnosti, kot so do zdaj veljale le za zvezo moškega in ženske. Torej, v nedeljo bodo vsi državljani z volilno pravico odločali o tem, ali so za to, da bo z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol, ali so proti temu.